Vpliv koronavirusa bo imelo posledice tudi v Posavju, saj tudi za nas velja odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki je stopil v veljavo z ponedeljkom tega tedna. In ta odlok je prinesel za sabo to, da so se zaprli gostinski lokali, frizerski, kozmetični saloni. Skratka, vse storitvene dejavnosti se po odloku ne smejo opravljati za izjemo tistih, ki zagotavljajo neko nujne zadeve, tako da tudi v Posavju se je življenje, kar se tiče podjetništva, obrtništva, ustavilo. Pri nas na območni obrtni podjetniški zbornici Krško vsak dan sprejemamo telefone, neprestano zvoni telefon. Naši člani, obrtniki in tudi nečlani se na nas obračajo z različnimi vprašanji, iščejo informacije, kaj storiti. Velikokrat pa so to tudi klici, v katerih nam postavijo vprašanje, kako sploh preživeti. Mnogi s svojo dejavnostjo preživljajo družino in zaprtje njihovih obratovalnic pomeni, da nimajo od kje dobiti denarja, ki jim je omogočal preživetje. Vzemimo na primer samozaposlene, po možnosti še samohranilce, ki jim je dejavnost omogočala plačevanje prispevkov, odplačevanje kreditov in bolj skromno življenje njihovih družin. Sedaj pa teh prihodkov ni, imajo pa obveznosti do države. Prispevke bodo morali ne glede na to, da so v sredo z interventnim zakonom zamaknili plačilo teh prispevkov, vseeno plačati. In zato je tu na mesto vprašanje, od kje. Če ne morejo delati, kje bojo dobili denar za plačilo vseh obveznosti, ki jih imamo vsi, predvsem pa obrtniki, podjetniki do države. Mnogi nas sprašujejo tudi, kako delavce dati na čakanje, kakšen je postopek. Veliko jih razmišlja tudi o zaprtju svojih obratovalnic, vendar tu nastane problem, če imajo zaposlene, ker so tu odpravnine. In vemo, da če imaš na primer 10 zaposlenih delavcev, ki so pri tebi že morda 10 ali več let, to za sabo potegne številke, ki se vrtijo v krepkih tisočih. Tu je še potem 30-dnevni odpovedni rok in ne vem, kaj bi rekla, kaj bi še komentirala. Sprejeti interventni zakon, katerega ukrepi so namenjeni predvsem samozaposlenim in manjšim obrtnikom, podjetnikom, s tem, da so z odlogom plačila prispevkov v prvotnem scenariju pomoči gospodarstvu sploh niso bili predvideni. Ne smemo biti nezahvalni in vsaj za začetek recimo, da je to nekaj, je vsaj osnova za nadaljnja pogajanja. Mi kot zbornica smo vztrajali in še naprej vztrajamo in zato so bili tudi ti samozaposleni vsaj delno vključeni v ukrepe. Vendar še vedno nismo zadovoljni s tem, da so jim samo preložili plačilo prispevkov in bomo vztrajali, da se najde drugačna rešitev. Ne vem, kaj bi še kot komentar dodala oziroma odgovorila, kot to, da naprimer pred 2 mesecema, če si šel oziroma če si želel iti kupiti v trgovino nova oblačila in nisi imel denarja za kruh, tega gotovo nisi storil. Enako je sedaj, kako bodo plačali obveznosti, prispevke, če nimajo od kje dobiti denarja oziroma če niso nič ustvarili. Mi kot zbornica smo vztrajali in še naprej vztrajamo pri številnih zahtevah, ker nismo zadovoljni s tem, da so jim, kot sem že omenila, preložili samo plačilo prispevkov in bomo vztrajali, da se najde drugačna rešitev, kar smo tudi s konkretnimi predlogi prejšnji in ta teden pozivali pristojna ministrstva, kot je ta, da se breme bolniških nadomestil zaradi virusa gre v breme države že od prvega dne. Sedaj morajo plačati 30 delovnih dni, gre v breme delodajalca. Nezmožnosti opravljanja dela, čakanje na delo naj bo urejeno tudi za samozaposlene.
Postopek odreditve čakanja na delo je preveč administrativno obremenjujoč za posamezne obrtnike in bi bilo potrebno zmanjšati ta obseg, kar je treba sedaj dokazati, zakaj si se odločil za ta ukrep, tako da teh administrativnih prilog, ki jih je potrebno priložiti k temu obvestilu, ki se da delavcem, je preveč. In to ni v redu, če so izredne razmere, naj bo potem tudi tu vključeno. Tako da to je eden izmed in še številne druge predloge jih podajamo sproti vsak dan na ministrstva. Naša krovna organizacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj s sistemom območnih zbornic že v prihodu virusa v Italijo opozarjala na problematiko pomanjkanja dela. Takrat je bil res da prvi na udaru turizem, pa so naši odločevalci na začetku gledali le na velike gospodarske subjekte, ki takrat za izjemo turizma niso čutile upad prometa. Bodimo realni, da res pred tedni, ko se je virus pojavil v Italiji, vsi skupaj nismo vedeli, kaj nas čaka, niti si tega nismo predstavljali, kako bo. Ampak danes je zadeva drugačna. Zbornica je že takrat opozarjala na problem pada povpraševanja po storitvah, ki so se na začetku, kot sem že omenila, pojavile v turizmu. Gostinci, turistične agencije, potem avtobusni prevozniki so že pred 3 tedni čutili velik upad prometa. O tem smo jih opozarjali in se zavzemali, da se sprejme ustrezne ukrepe, takoj, ne pa takrat, ko se virus pojavi v Sloveniji. Ukrepe, ki bi pomagali prebroditi to krizo v Sloveniji za čas, ko bo pa res v Slovenijo prišel virus, ampak ostalo je le pri naših opozorilih. Pozdravljamo pa ukrepe, ki jih je vlada tudi na našo pobudo sprejela, kot je na primer prestavitev roka za oddajo letnih poročil bilanc, to je na 31.5.2020. Naslednji teden naj bi bilo na mizi naših odločevalcev, naših politikov, zopet sveženj ukrepov za blažitev gospodarske krize in tu se bomo na vse pretege trudili in zavzemali in vsi skupaj upamo, da nam uspe doseči čim več za naše obrtnike, podjetnike, da se gospodarstvo lahko nekako umiri, da ve, da bo lahko, ko se kriza konča, nadaljevalo s svojim delom nemoteno. Državni zbor je sprejel tudi interventni zakon, s katerim je bil odlog obveznosti plačil oziroma moratorij na odplačevanje kreditov. To je bilo včeraj na dnevnem redu. Je bil dan predvsem na pobudo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, za kar se jim moramo zahvaliti, da so tu le nam prisluhnili. Poudarjamo pa, da bi morali odločevalci se posluževati primerov iz tujine, ker je bistveno manj administracije, predvsem pa to, da so v tujini prepoznali, da če ne ustvariš prihodkov, tudi ne moreš plačevati in podobno. Apeliramo na odločevalce, da ne pozabijo na mikro in mala podjetja, ki predstavljajo večino slovenskega gospodarstva, 99% je teh in so hrbtenica gospodarstva in upam, da se vsi zavedajo, da če gospodarstvo ne bo delovalo, ne bo tudi prilivov v državno blagajno, iz katere se financira državni aparat.